avgusta sklical konstitutivno sejo novega državnega zbora, oziroma tudi se izkazalo, da bi zaradi povsem nedvomne ugotovitve drugih rezultatov potrebno počakati še en dan več, in bila tudi seja državnega zbora 2. avgusta. Kot veste, se potem na prvi seji državnega zbora izvedejo tisto običajna dejanja, potrbijo se poslanski mandati, izvoli se novi predsednik državnega zbora in predsednik republike mi je dejal, da bo v približno 7 dneh po tej konstitutivni seji opravil tista posvetovanja predstavnikov vodnih poslanskih skupin, katere je to dolžan storiti po ustavni normi. In veste, da je sedmeni rok, vendar bo ta posvetovanja, kot je rekel, opravil že predvideno v 7 dneh, da se ta postopek oblikovanja nove vlade začne čim prej. Potem bo seveda izbral kandidata za predsednika vlade, torej tako imenovanega mandatarja, in ga predlagal v izvolitev državnega zboru. Če bo ta izvolitev bila opravljena, bo seveda stekel nadaljnji postopek imenovanja liste ministrov in če bi vse te zadeve tekle v nekih normalnih okvirih, je mogoče pričakovati, da bi lahko nova vlada v celoti nastopila funkcijo nekje v drugi polovici meseca septembra. Seveda pa so to zadeve, ki so do nekaj milimetrov izživljive, zato bo treba pač se potruditi, da si ti stavni roki so spoštovani, da vsi akteri, torej od predsednika republike do državnega zbora, torej poslance upravijo svojo dolžnost in ostale zadeve v teh obveznih oziroma ustavno predvidenih rokih in z neko željo, da se oblikuje nova vlada. S predsednikom države smo tudi dotakli na nekih aktualnih razmerih. Na kratko, potem smo ocenila, da so seveda volitve bile izvedene posebno legalne, so legitimne in zato je pač treba te postopke, kateri so mlada dogovoril izvesti v nadaljnih dostavnih rokih. Oba dva si želiva, da bi do formiranja vlade prišlo še prej, da bi pravzaprav Slovenija dobila polno pravilno vlado, ki bo lahko takoj začela s pomembnimi dejanji. In oba si seveda želiva, da bi bila ta vlada stabilna in da bi lahko Slovenijo čim prej pripeljala na krize, kar si seveda želimo vsi državljanke in državljani Sloveniji. Tu naprej pa seveda sem na voljo še za kakšno vprašanja, in pa bodo z vaših strani. Tomaž Celestina, Radnič Premešč Kocerva, govorite, postopke, kako ne potekajo. Čisto ključno, ker bo omogočilo pravzaprav sledenje tem postopkom, pa so vaša koalicijska pogajanja. To pomeni, da boste imeli na ustanovni seji parlamenta zagotovljeno večino izvolitev predsednika in seveda potem naprej. Kdaj boste začeli koalicijska pogajanja, kdaj lahko stranke pričakujejo povabile in seveda vaš, če lahko temu rečem, predlog, kaj si vi želite imeti v programu vlade? S koalicijskimi pogajanji bomo pač začeli verjetno v prihodnjih, predvsem v prihodnjih delu. Tudi mi, torej naša stranka, želi požarati še najbolj nekaj vide, ki bodo le vsem jasno povedali, ali se tudi stranka SDS uvrstila v državni zbor svojih poslancev ali ne. Zdi se mi korektno, da je ta rezultat nekončno transparentno in da bomo s komu se je možno pogovarjati v bodoči zadnji koaliciji. Tako da intenzivno bodo seveda ti pogovori potekali predvsem prihodnji tedni, potem vse do konstituiranja državnega zbora, kjer bodo že morali biti vse neki zelo jasni odlisi koalicije določeni, seveda pa formalni postopek oblikovanja koalicije s tem še ne bo zaključen. Vemo, da je tudi treba dati tudi možnost predsednikov države, ki ima tudi zelo ustavno pristojnost, da sam potem formalno je še tisti del postopka usklajevanja pogovor med vodnih poslanskih skupin in da se bo še komu poveril funkcijo sekretarja za sestavo vlade. Vlada namerava že na julijsko sejo uvrstiti imenovanje za evropskega komisarja.
kakšno je vaše stališče, bi morala vlada, mislim, se ta vlada v tem posvetovati tudi z vami in ali se morda je? Menimo, da se mora vlada v takih odločitvi posvetovati tudi z našo stranko in ostalimi strankami, ki so bili izvoljeni v državni zbor. Razumemo, da je to ta hip pristojnost vlade in da se prav dolgo tem postopki ne mora vzdavljati, če želimo poletno izpeljati ta postopek imenovanja Evropskega komisarja oziroma komisarke. Menim pa, da je pravzaprav veliko tako obžaluje, da vse doslej pravzaprav ne vlada, ne državni zbor nista izdelala nekega jasno predvidljivega in transparentnega postopka za imenovanje na to visoko funkcijo, kajti bilo bi dobro, da bi se vedelo, na kakšen način se predlagajo kandidati, kakšne pogojne kandidati in kako o tem vlada odloča. Tako da obžalujem teh predvidnih, obstaja seveda možno, da bi se sprejela zdaj, zelo še hitro, da imamo v nekem nujnem postopku, da je zagotovo nekaj, če bi vlada, pa tudi državni zbor lahko razmišljala. Vsekakor pa, če bi se skazala, da za to nikoli volje časa, da imamo možnosti, pa pričakujem, da bomo tudi mi, pa in naša stranka, obveščeni v tem postopku in da bomo nekaj še povprašani vse za mnenje. Še nekaj od vprašanja, Nemčev. Pa koga bi vi želeli videti na tem mestu? Je morda Alenka Bratušek za vas sprejemljiva kandidatka? Ali morda, ne vem, govori se tudi o imenu Mojmir Mrak? Ta hip nima še imena, za katerega bi se lahko zavzelo. O tem se bomo razpravljali, če se bomo posvetovali tudi na tiskanki. Tako da, takoj, ko bomo imeli kakšne ime, in seveda, če bomo zanj povprašani, kajti gre za informacije, postopki, ki ne bomo iznabožno, to je ime sporočili se na naše predsednice vlade. Če pa, kot rečeno, do nas ne bo prišla neka prošla, da se v tem izjasnimo, pa bomo ocenili kako in kaj. Sinoči so v SDS malo spremenili, predirali svoje stališče v zvezi z volitvami iz nedelje zvečer, češ da vendarle bodo sodelovali na funkcijah v državnem zboru, ampak to naj bi bil njihov vsak oproščen, pričakujejo od vseh deležnikov, da se bodo vsi skupaj zazvili za zelo počasnih volitev. Ti zlasti na vas, ki ste očitno predvsem novi mandatar, kako gledate na njihova stališča v zvezi s temi počasnimi volitvami? Glede, mislim, da je treba, da tudi stranki SDS nekoliko več časa, da se pravzaprav poklopi v ta naša stališča, da pravzaprav ocenjali na pravi poti. Namreč po našem mnenju so bile volitve povsem legalne in legitimne. Vsak dobimo lahko kakšno pripombo na volitve, da nimo tudi na čas, da so bile izvedene speti politika ali nekaj drugega, ampak jaz mislim, da je prav, da prav vsi razumemo, da je šlo za neko proceduro, ki jo moramo vsi spoštovati. Vsak je bil v neki točki komunikeran, pa vedno smo vsi na volitvah sodelovali, postopki so pripravljeni korektni, volivci so prišli, odločili, dali svoje glasove, tako da ne vidim ne jaz, ne predsednik republike, s katerim so se v tem, kot rečeno, na kratko pogovarjala, nobenega razloga, da bi imeli glede tega kakšno zadrega ali slabo občutke. Torej, izvolili bomo povsem legitimno parlament in po predvidenih postopkih tudi povsem legitimno in legalno vlado in ne vidim nobenega razloga, zakaj bi lahko potem dotrdil, da bi bilo treba kasneje ponovno te faze premišljati, ponovno odpirati. Jaz mislim, da ravno nasprotno, da si vsi želimo in namen teh volitev je ravno tam, da dobimo neko stabilno vlado, s stabilno koalicijo, ki bo lahko res intenzivno delovala za dobro državljanke in državljane, poljala Slovenijo v teh letih zdaj prihodnih iz krize. Tako da na kakšne take ljudimate ali bi rekel pomisleke, pač ne bomo pomisleke. Morda sem na mnogo vprašanji glede koalicij, prej ste menili, da čakate določene rezultate tudi na to, da se bo v zbor uvrstila ljudska stranka. Iz tega sklepam in tudi vaših izjavnosti, da želite sestaviti široko koalicijo. Skratka, neke vrste koalicijo, kot smo bili deležni že v preteklosti, v stilu Janeza Drnovška, levo, desno. Povejte, želimo si sestaviti čvrsto koalicijo, takšno, ki bo dovolj programsko in akcijsko enotno, da bo Slovenija lahko
postopno to čim prej pripravljali iz krize. Zdi pa se mi, da je prav, da nobena stranka, ki je sodelovala po veliko, ki nima še možnost, da pride v državni zbor s svojim poslanci, na nek način ni izvzela iz prvega kroga razgovorov, ne glede na to, kakšna bo na koncu koalicija s tem. Ko sem tako povedal, da čakamo še na tega končne izide in nikakor bi sem želel namigovati, da se želimo povezovati s to ali ono stranko, potem bomo spregovorili v prihodnjih dneh, najprej v medsebojnih pogovorih s predstavniki stranki, potem tudi za javnost. Ali drži, da gospod Kač ni več v igri za ministra za infrastrukturo in zakaj pa še eno, če lahko odgovorite na pogajanja sindikatov danes, kaj boste storili, če vlada preveč popusti? Torej, na prvo vprašanje glede gospoda Kača, moram reči, da je ta vaša podmena, da je bil v igri za ministra za infrastrukturo napačna namreč v naši stranki, saj koliko ljudi za našo stranko, veste, da je znani strokovno sodeloval v pripravljanju programa. Ni še za enkrat nihče predviden za nobeno ministersko mesto, tako da mi še nismo sprejeli nobenih odločitev o tem, kdo so denimo uradni kandidati ali edini kandidati ali kaj podobnega. To bomo seveda storili v prihodnjih dneh ali tednih, tako da proces. Tako da pravzaprav gospod Kač zaenkrat ni še v nobenim takšnem izboru. Vse to je še zelo odprto, tako da to težko drugače komentiram. Drugo vprašanje pa dve sindikati in ga lahko samo ponovite, prosim. Kaj boste storili, če vlada preveč popusti sindikatom? Eno vprašanje, kaj storiti, če vlada preveč popusti sindikatom? To je seveda stvar ocene, kaj je to preveč. Mi bomo seveda vse te zadeve, tudi ta pogajanja in dokončne odločitve, z teh pogajanj morali preučiti. Jaz upam, da vlada bo sindikati našla tako razumno, ki ne bo spravljala pod vprašaj sporozuma. Res je običajno bilo tako, da je druga stranka v koaliciji po velikosti oziroma pomenu nekako prevzela predsedovanje državnemu zboru. To je pomembna tradicija, ki se je zavedamo in obstaja velika možnost, da bo tudi prihodne tako, vendar pa glede tega še ne bi izrekel do končnega stališča, kajti veliko je pomembno od tega, kaj bo pač stališče tudi drugih strank v koaliciji. Tako da to je tradicija, ki bomo naklonjeni, vendar pa dopuščam tudi drugo možnost, če bo tako odločila tako soglasno koalicijska večina oziroma stranka v koaliciji. Če zadnje je še. Barbara Eugene, Žurnal 24. Omenili ste, da še sicer nimate kandidatov za ministerske funkcije, ampak ali že imate oblikovano neko ožjo skupino ljudi, s katerimi bi radi sodelovali? In mogoče še za konec eno malo manj resno vprašanje. Se boste letos odpovedali dopustu, glede na to, da vas čaka še kar veliko dela? Torej, če zgovorim najprej na drugo vprašanje, velikemu delu dopusta sem se odpovedal. Jaz dopusta sem že preživel v volilni kampanji, formalno gledano, morda bomo zdaj letali vikend, ne bodo si privoščili nekaj dni tiha, si malce podaljšal vikend, ampak kot rečeno, pred nami so zelo resna pogajanja, zelo pomembne stvari za državo, tako da bom večji del poletja do zdaj tukaj. Že prvega vprašanja bi pa dejal, da smo v naši stranki, koliko lahko mi vplivamo na področjo ministrsko ekipo, pač za vsa področja doslej imeli skupine ljudi, ki so na teh področjih strokovno drugače pripravljala program ali pa delovala. In zagotovo bomo v teh skupinah tudi iskali nekatere kandidate za ministre, možda tudi drugi kandidati med denimo vrhunskimi strokovnjaki v Sloveniji, ki morda niso tudi tako drsno povezani z našo stranko v času pred volitvami. Pa seveda tudi čakamo, da preverimo še mnogo dela, kajti razumeti morate, da se je naši stranki v zadnjem mesecu pridružilo ogromno novih ljudi, tudi zelo kvalitetnih kadrov, različnih področij življenja. In tu moramo dejansko zelo previdno pravzaprav popraviti ta notranji kandidacijski postopek, da bomo res dobili čim boljše kandidate. Hvala lepa. Hvala lepa, sem se